lej, vse, kar je tesnejše, ne, a veš, pa ali je to bilo, ali je družina, ali je, ne vem, šolska skupnost ali karkoli, posod prihaja do izzivov tako in drugače. Tesnejše, ki so bivanje, več je teh izzivov, ki jih treba naslavljati, ampak jih se mi zdi zelo uspešno nastavljajo potem z vse sorte načini odločanja, a veš, da ne tako pravi, da ta demokratično glasovanje pa tudi je ena slabših stvari. Ja, se to vsi pravi, mislim, da vsi ne, ampak dejansko je ideal, je razsvetljeni absolutizem. Problem je samo, kako se bomo strinjali, kdo je dosti razsvetljen, da bo absolutist. Ja, no, druga varianta tega razsvetljenega dela je ne tista, se pravi, da se išče rešitev, ne, dokler ni noben proti, ne, se pravi, lahko si tist, ne, lahko se ne strinjaš, ne, ampak nisi pa proti, ne, se pravi, lahko živiš s tem, ne, se pravi. Aha, to je pa zanimivo, čakaj, kako da se išče rešitev, dokler ni noben proti, se pravi, lahko se ne strinjaš, ampak ja. Ne, tako, lahko se ne strinjaš, nisi pa proti. Nisi pa proti, ja, tako ne, se pravi, da ni poražencev, ne, to je pomembno, ne. S tem, da lej, a veš, je pa res takole, da prihajajo izzivi, se veš, korona nas je vse, kar konkretno marsikaj na površje prišlo, ki se prej nismo zavedali, ali tako, ne. In recimo zanimivo, tudi gor v Zimelninu, pa ko bi tako nekako rekel, veš, neko okolje, ker tako res je vas, ki že so razmerno stara, ki so stvari utečene, pa to, ne. Ampak je podobno to predstavljalo nek izziv, ki se je pač razslojil med tiste, ki so zaupali sistemu in tiste, ki niso. Tako da, veš, vedno so izzivi, ampak lej, jaz mislim, da smo zato tukaj z namenom, da rastemo, da se učimo, da zorimo, da krepimo zavedanje, ne. To, kar si zdaj rekel, ta sistem, to mi je pa res zanimiva misel. Zato, ker dostikrat razmišljam tudi, ne vem, zakaj mi to dostikrat na misel prihaja, ampak to, kar pravi Elon, da bo naredil na Marsu recimo kolonijo, ne, ki jasno ni podvržen nobenim tukajšnjim zakonom, ampak si mora nekaj svoje narediti, iz nule si jih lahko dobesedno naredi, ne. Kako neko tako, si predstavljaš ti neko civilizacijo iz nule postaviti nekaj, kaj bi dal? Vemo, da razsvetljenje absolutizem je ideal, ampak ne veš, ne? Moraš se pa strinjati, kdo je najbolj razsvetljen. In to je eden od orodij, kot eno od orodij, se mi zdi to zelo dober sistem. Moram pa še malo premisliti o njemu, se pravi, da res. A veš, hitro priješ do vprašanja, a veš, kdo smo in kaj smo in zakaj smo tukaj, ne. Dobro, to bo. Ja, a ne, a veš, ali pa če gledaš čisto isto, ne, kako smo strukturirani, ali pa, a veš, razne te družinske zgodbe in kako prenašamo vzorce iz roda v rod in tako naprej, ne. Tako da tudi oni na Marsu ne bojo z nula začeli, ne. V redu, da bojo čez nula, ampak načeloma lahko napišeš novo ustavo, ki nima nobene veze s tem, se pravi, kakšno napisati, da bi bilo na podlagi vseh izkušenj idealno. Ampak glej, pustimo, ne bova zdaj mogoče malo se švala, bi pa vseeno, ta tema me je pa bolj, recimo, tako sem rekel, ravno prej sva začela, sva se z Jurijem pogovarjali, kako bi on rešil svoj problem, ne. Iskati stanovanje v Ljubljani, ne, to je, itak vemo, kje smo to cenovno. Zdaj veniti, hiša tudi toliko stane, parcele toliko stanejo. To, kaj koristnega iz te tvoje izkušnje lahko zvlečemo, da recimo, ja, da njemu ali pa tako, kot je on, pomaga. To je mlad par, ki pa bi rečel iz rentanja, ne. Kje bi, dobro, parcelo mora dobiti. Brez parcele nimaš kaj, ne? No, ni, ne, a veš, tukaj se mi zdi, je, a veš, spet pri osnovah treba začeti, ne, veš, kaj človek želi, ne, kaj so vrednote, kaj pomeni, ne, a veš, kaj išče, ne, a veš, ker
danes, kar nekaj ljudi, vem, da je en kolega, recimo, ko so iskali za družino kmetijo, ne, Ja, je dal oglas v lokalne časopise, ja. da išče pač neko kmetijo, da bi kot družina jo vzeli. In se mu recimo javili kar nekaj ljudi, ne, ki ne oglašujejo svojih kmetij, ne, ki jih ne želijo prodati, ker je nekaj pomen, ne. Ampak če bi se pa nek ta prav najdel, pa bi jo, ne, ali pa iščejo neko varianto neke preživetja in tako naprej, ne. Ja. A veš, tako da... Aha, vidiš, no to je že... A veš, tukaj se mi zdi smeri, to je ena smer, ne. A veš, da je pri nas ljudi, ki so po moje sami, ali pa ne vem, konkretno v mojem okolju, sem lani polet nekje ene skale nabiral, ker skale so moj fetiš in jih zmer vozim, pa so mi tako res lepe za uporabljati, pa tako, ne. Pa je bil tam nek gospod, pa v gozdu sem nekaj nabiral za cesto, ki se je nekaj nosil, pa nasuval, ne. Sem rekel, vsem grem tam ga vprašati, pa sem šel do njega, ja, ni problem, ti kar, saj tako avto ne morem, ne vem, koliko naložiti, ne. Tako bolj, pa ko grem, je bil tam pri cesti, sem se zahvalil, sem ga pozdravil, prav greš na kofe, pa tako, in je sam, nima sorodnikov, pa je meni, ker so se glih pogovarjali tistih 15 minut ob kavi, je rekel, če pa veš za koga, da bi pa kmetijo prevzel, ne. Aha. Veš, da se jaz lahko nekako normalno zmenim, ne. Se pravi, ja. Za neko preživetje, ne. Pa še njega, ja, tako, ja. Evo, lej. Vse. Ja, seveda, se kaj sabo ne Veš, vneč odnesel. in tega ni tako malo, ne. Veš, veliko je takih nepremičnin, veš, tista pravijo, ne bom to na internet dajal, pa me pa kličejo oni, ki bi sončne elektrarne postavljali na kmetije, pa tako naprej, veš, vse sorte, ne. Ja. Veš, tukaj je spet tista, kdo smo in kaj smo, veš, in je en kup takih čustev in tega igra vloge, ne. To je ena smer, ne vem, druga smer je, če bi bil človek, ne vem, še bolj, ne vem, tista za naravo in si čim več sam pridelati in tako naprej, ne. Veš, neka taka, bi rekel, 3/4 legalna pot je, ne. V večini Sloveniji, po večini v Sloveniji lahko postaviš zidanico na osnovi, se veš, iz 1/4 hektara vinograda, pol hektara sadovnjaka in tako naprej, ne. Ja. Glih v kakšnih bolj urbanih občinah ali pa primestnih ali pa kakšnih bolj takih turističnih ali kakorkoli zanimivih, mogoče kje težji, ne. Ja. Marsikje pa v Sloveniji se pa to da, ne. Ja. Se pravi, če imaš ti saj, gledaš, da kupiš vsaj hektar zemlje, ki bo marsikaj od tega lahko tvojo družino preživelo, ne, si lahko ti gor postaviš zidanico, ne, zdaj kako boš reševal elektriko, komunalo, to, notri dobro, se da rastlinsko čistilno narediti, si lahko kakorkoli, ne, veš, ampak se da ljudje, če si približno tako, slučajno zelo pripravljeni pomagati, pa sodelovati po to, ne. Veš, edino, kar je, da za prvi trenutek pač tam ne moreš imeti stalnega prebivališča, ne. Ker pa mislim, da se tudi, če imaš približno neko socialno mrežo, tudi da nekako reševati, ne. Veš, tako da se mi zdi nekih takih alternativ že danes ta trenutek. Zdaj je pa res prvo vprašanje, kaj pa kako človek hoče, ne, in koliko je tistega, veš, bi jaz nekaj drugačne. Vsi bi imeli seveda cenejše hiše in cenejše stanovanja, pa to, ampak je pa zdaj, veš. Ja. Kaj pa... v smeri, veš, tista, jaz kot, bolj bi rekel, pionir po naravi, ne, jaz grem te prve delati, pa pol, jaz vem, da bom nekako zrihtal, ne. Jaz, ko sem začel hobit hiško delati, pač sem, ne vem, ali bo klet, ali bo zidanica, ali kaj, ne vem, jaz pač, zdaj je pač vse črno na belem, ne. Jaz tudi, ne vem, tudi avion sem si te prve kupil, pa te prve je kolega naučil leteti, pa sem sam letel, pol sem šel pa spet delati, se pravi, ne, pa dobro se tudi s padalom se večina ljudi tako nauči, pa sej tudi avto se večina ljudi te prve malo oče nauči voziti ali pa kakorkoli, ne, tako da to je, bi rekel, nekako že nam deloma pod kožo, ne.
A veš, tako da tisti pač neko smer, ne, in je vprašanje, a veš, v takih, ne, nekaj bolj, kako si reševati, ne vem, stanovanjski problem ali karkoli, ne. Kako sem se jaz pripravljen svoje življenje poenostaviti, ne. A veš, če spet vzamemo to nekako, kar zame je, bi rekel tak bottom line, ne, a veš, ta trajnostni vidik, ne. Čisto tudi z etičnega stališča, do zanamcev, do narave, do drugih biti, do vsega, ne. Koliko sem pripravljen jaz poenostaviti, na kakšen način. A veš, kje je zdaj tisti ključ, da bo, a ne, težko je tisto reči, ok, jaz bi delal v Ljubljani, imel vso kompleksnost življenja današnjega, modernega, ne. Ja. Ne, seveda, to brez cikel danes je, da pač to toliko stane, a ne, in brez da ti nekje ta cikel prekineš, pa zaviješ drugam. Mislim, že samo, da si rečeš, danes si izvedel z terminalno diagnozo sebe ali pa enega od svojih bližnjih, ne? Ja. Bo jutri življenje najbrž izgledalo dosti drugače, po velikih primerih dosti bolj enostavno. Ja, a bi. Mogoče pri marsikomu. Jaz se to dostikrat vprašam, pa vsakič znova ugotovim, da pri meni ne vem, če bi izgledal bistveno bolj drugače. Mogoče pa bi. Mogoče že zdaj zelo polno živiš. A veš, ampak tisti, ne, se mi zdi tako, kdaj rabimo pač malo odozun pomoči, da smo sposobni, a veš, stvar je v tem, ne, jaz mislim, da zelo pameten se vprašati in jaz poskušam s percepto delati, pa daleč od tega, da bi mi zelo dobro šlo, ne, vprašati, veš, kaj je moje cono obdobje, ne. Ja. In stopiti ven. Ja, ne, mislim, dobro, vse se trudim to delati, ampak a veš tisti, kaj ne vem, da ne vem, ne. Veš, tukaj smo mi, se mi zdi tako, veš, se mi zdi tako Slovenija v vseh pogledih res skozi toliko sveta, ki sem videl, pa nam je toliko lepo. Ja. Nam je res toliko lepo. Absolutno. A veš, ali če gledaš skozi naravo, skozi razdrobljeno lastništvo, skozi gozdnatost, skozi čisto svod, skozi socialno državo, skozi dostopnost narave, gozdov, da lahko kamorkoli greš, da imamo blizu vse, pravim, edino, kar nimamo, res je tista res čisto pravih puščavskih sipin, pa res čisto pravih ledenikov. To dvoje nimamo, vse ostalo pa skoraj imamo. Ja. Ne, tako da... Se strinjam, ja. Mislim, kdor je majhen bil okolj, mu je to jasno, ne, da je kaj v Sloveniji imamo, ne, to je čisto sigurno. Ja. In se mi zdi, je vredno te stvari ohranjati tako in drugače za... A veš, za znamce je pa res tisto, ne, pa veš, vprašanje, ne. Vsaj meni je zelo dobro, ne. A veš, kaj vse mi je samoumevno, pa ne vem, ne. Veš, zakaj je treba, da se nekaj zgodi, da se zavem, kaj vse mi je samoumevno. Preveč samoumevno. Ja. To je pa zelo globoko, zelo težko človek pride. Mislim, moraš res prav resno razmisliti, ker ravno tisto, kar ti je samoumevno, najtežje zdetektiraš, ne. Sigurno, ne, a veš, ampak spet, ne. Ja. Jaz mislim, da zato smo tukaj. Veš, si glih tako vprašanje zastavljamo, da se jaz mogoče nisem ta prav, da bi o tem govoril. Zakaj ne? Zakaj pa ne bi bil nekdo ta prav, da bi o tem govoril? Ja, prosti. Ne vem, zato, ker tudi tako dojemam nekako, da mi je zelo luštno, da ne, tudi ne vem, lahko bi rekel, redko kdo si lahko prvoš toliko časa neko stvar delati, ne. Veš, jaz verjamem, da je vse z namenom, ne. Ja. Sigurno pa, veš, če tako gledam, moja družina sigurno ni vesela, mislim, moj otroci pa žena, ne, da to toliko časa traja in vse skupaj, ne.
Tako da, No, sej, če mogoče se zdaj sva kar precej, ne, pravzaprav nisva vse. Permakulture se nisva dotaknili, a kaj imaš ti s permakulturo? to je spet en tak obdobje bil, Društvo za permakulturo je prej Društvo za permakulturo. zamrlo nekako, no. Okay. Pa jaz, ko sem prišel s Findhorna nazaj, pa pol so te dnevi Eko vasi začel, pa to sem nekako spet, je tukaj malo tako vidim to mojo, bi rekel, pionirsko naravo, ker če se mi zdi, da je nekaj potreben, pa se lotim, pa ne premišljujem preveč, kaj, kako se splača, ne, ali kako ne. Tako da tudi ena taka stvar se mi je zdela, da je fino to, permakultura kot taka je predvsem, bi rekel, je nabor orodij, pa to za trajnostno načrtovanje, ne, temelji pa pač na etičnih temeljih, skrb za ljudi, skrb za naravo, pa pravični deleži, se pravi, nasploh se tako celostno gleda na čim bolj etičen način, ne. A veš, pa načrtovanje stvari v skladu z nekako naravo ali pa učenje od narave, ne, ker se veš, narava je neizčrpan in najboljši navdih, ne. Tako, ne vem, letenje tako kot komar, ne, pač mislim, da še nismo prav blizu, da bi znali posnemati, ne, in še marsikaj drugega, mislim, res tista, veš, to je ultimativna ekonomika, ne. V tem smislu se res veliko da, no, in so super primeri po svetu, zato se mi zdi, pač permakultura ima nek tak način izobraževanja, permakulturnega načrtovanja in se mi zdi to super, nek tak uvod v nek tak način razmišljanja, veš, čim bolj v trajnostni smeri, a ne. Okay. In tukaj veliko tega res poenostavljanje, kako lahko drugače, kako lahko lažje, nobena stvar, a veš, vse je samo neizrabljen vir, ne. Pa to imate samo, koliko pa vas je, to če je društvo? Pa se to bi rekel, bolj neko gibanje. Sem takrat nekako začutil, da bi bilo fino, pa sem pol 8 let predsednik, da smo malo bolj to oživili, tudi smo imeli partnerstvo evropskih učiteljev, pa kar nekaj teh izobraževanj, pa to, pa se reč so mlajši prevzeli. Aha, imajo zdaj drugi to. Tako da to mi je, ne vem, spet bi rekel neko tako obdobje, je bilo super, pa nekako v tej smeri trajnostnih razmislekov in iskanju rešitev. No, kar me tukaj zanima pri permakulturi je, a to ste se v glavnem tako domačim pa vrtičkarjem pa to posvečali, ali recimo tudi kakšnim resnim kmetovalcem, da bi večje kmetije na teh principih začele delati? Je tudi nekaj kmetov tukaj noter, ne. A veš, permakultura je tako nekako izmuzljiva, ne. To je, veš, bi rekel, bolj k način pristopanja ali pa, a veš, to je tako, kot če, ne vem, ti se moraš peljati v Maribor, ne, pa pomišljuješ, okej, mogoče bi šel še onega obiskat, pa ti zraven lahko kupiti pa to, to je pač čist praktično razmišljanje, ampak na ta način se gleda, se pravi, kako svoj sistem zasnovati čim bolj trajnostno, ne? In zelo všeč mi je definicija trajnosti, ne? Da je ta odvisna od količine medsebojnih notranjih povezav. Če ti rečeš, ne vem, ti imaš svoj dom, ne, in pol nekje moraš hrano dobiti in pol nekje imaš neke ljudi, s katerimi se srečuješ in sodeluješ in tako naprej, ne. In zdaj, a veš, a je tvoja povezava med, ne vem, domom in hrano samo trgovina, ne? A veš, ali so to neki kmeti, neki tržnice, neki tako unotreto, ne, je to že drugačen sistem, so neke povezave, ne, z ljudmi, ne, ker če boš ti enkrat prišel, pa rekel, glej, nekaj se mi je zalomil, ne, on te pa pozna, ker si pa njemu kupoval že 5 let, ne, a veš, boš ti še vedno dobil, kar rabiš, ne, ali pa boš na nek način izmenjal, ne, to je ta, a veš, se pravi, kar in kakršnekoli, a ne, in to čisto, če si predstavljaš, a veš, zdaj,
a človek tukaj živi in je trgovina in je to in uno, ne, vse skupaj pa zavisi od njegovega dohodka, ne, ker ti v Lidl, tudi če so te une videle, če so mogoče zaspododajalke še tam, ampak pač tam ne boš nič dobil, ne. Tako je. In se pravi, ena povezava se prekine, ne, a veš, ali je to tvoja služba, ne, lahko je tvoje zdravje, pa ni dohodka, ali pa karkoli, se lahko cel sistem zruši, ne. Zanimivo. Ko je pa to sistem, ki je medsebojno prepleten, ne, in kakšna je tvoja socialna mreža in kako si s prijatelji in kako si s temi in z unimi in s tretjimi, a veš. Je pa veliko bolj stabilno. Veliko bolj stabilno. Kjerkoli povezavo ti vzameš stran, ne, sistem ne bo toliko zamejal, ne, a veš. Zanimivo. Povezano, Zelo ne, in to logično, je pa pač nikoli nisem na ta način v tem razmišljal. pletenje, a ne, vsega skupaj. Oziroma, ja, nisem o tem na ta način razmišljal, čeprav intuitivno to delam, razen, kar je ironija, pa ravno pri hrani, A veš, ki je pa osnova. ja, Ker vse ostalo se mi zdi, da imam tako prepleten sistem, da se mi ne bi zamajal, tudi če se nekaj zgodi, ampak ravno hrana, ki je pa osnova, tam pa ja. A veš, pa imaš zanimivo. pa vse sorte, se tudi pri Sloveniji vse sorte te, ne vem, nakupujemo skupaj, recimo, ki se povezujejo in ne, se pravi, po eni strani tisti, ki rabijo, pa kmetje, da se te stvari zagotavljajo, vse sorte sistemi so, a ne, da a ne, siguran je pa dobro gledati, a veš, kje in kaj in res kakšen je moj sistem, a ne, ker a ne, včasih sem teh permakulturnih delavnicah rekel, da, a veš, volitve se vsak dan dogajajo na blagajni, ne. Kaj da? Volitve se vsak dan na blagajni dogajajo. Točno to. A veš, in pač tukaj je, po eni strani bi človek lahko rekel, ok, se da ki je malo preveč komplicirati, ampak veš, to je pač to, kar ustvarja in vse, z vsem, z vsako svojim dejanjem na nek način nekaj spodbujam. Voliš. Ja. Volim in vzpodbujam, ne. Ja. A veš, Ne samo nakup, tudi kjer storitve vzameš, koga vzameš za storitve, točno to. Vse, ne. A veš, Ja. in to je pač, in tudi, ne vem, skozi bolj gledam, lej, pač ta svet je naše ogledalo, kakorkoli že. Z vsemi vojnami, z vsemi stvarmi, ki se dogajajo, ne. In vsak dan izberemo to in drugače. Pa se daleč od tega, da bi človek rekel, da je vsaka stvar, zaradi vsake stvari se sekere, vse je isto, kakšne stvari z AliExpressa naročim, kakšno ono punpo špricati ali pa kakšen senzor ali pa take stvari, da ne bo zdaj spadal, ne, daleč od tega, da bi bil nekaj izjema, ampak pač v vsake stvari vse na razmislek, ne. Kaj stvari za sabo potegne, ne. No, na to sem hotel že prej skočiti, pa sem se spomnil še na to permakulturo tvojo, ampak se pravi, omenil si familijo, pa to, pa kaj ti tam z bagerčkom hlode predstavljaš, kdaj, če greva zdaj za konc še nazaj nad hiško, kdaj pa bo zdaj fertik? It's a really, really good question. Ja, velikokrat je že bilo za Božič in teh Božičev je šlo že veliko, ne. Mislim, naslednji mejnik je 1. september, ko ima najstarejša 18. Ta september zdaj? Ta september, ja, korajžno. A ne, da bi bilo vsaj toliko, da se da noter žur narediti, no. Ampak a ne, kar pomeni, da mora WC funkcionirati in tako naprej, da mora biti tlaki narejeni, jelovnati in tako da, ja, zaloga je kar. Ne vem, lej, jaz sem v osnovi pač bil, a ne, računalničar, tako da vem, so vse te tehnične stvari blizu, ne, razni Gantt charti, a ne, ni problem, jaz sem to že vse delal, ne, razumeš, pa rezerva, pa to, pa ono, pa tretje. Mislim, res, tokrat sem že toliko planov naredil, pa še nisem boljši ratov v tem, mene tako nese, a veš, ne vem, zdajle tam tisti vhodna vrata in ta vhodni portal, ne, nisem tako, zraven je okrog oken od WC-ja
se mi zdelo, da bi pasali res zraven, pa zelo dobro, da bi spustil svetlobo še ta v WC, da jo bo več, še za tak okno, ki je gor, tako 3 metre visok, na vrh, ki je tukaj na terasi ta okna, da še tam svetlobo noč spustim, pa še na hodniku neke prizme. Pa se nisem mogel upreti, ne vem, žena je bila ta prva zelo skeptična, pol je že celo robo všeč ratala, ampak veš, to je taka stvar, ki je meni vzela en teden. Neka odprtina, ki treba pol to ven porezati, pa izolacijo narediti, pa umet noter narediti, pa... Kako pa sodeluje žena pri tem? Me podpira. Kdaj zelo stisnjenimi zubmi. A so otroci tudi pomagali? Nekaj malega v nekih fazah, tako kot še na umet, pa te stvari Zilovce je res luštno delati. Ja, vem, to sem jaz. Mislim, to je tudi cel biro takrat pelal, da so probali pacati za to, da se tudi arhitekti dotaknemo kdaj kakšnega materiala, ne sem, da... To Zilovce, mislim, ti materiali naravni, meni je res zaljubljen v to, ne vem. Še ta. Tako lustro smo tudi pri tole to naredili. To sem isto tam delal, Res se da tako lepo delati, vse kdaj mi je, veš, mi malo pride v narisanka, a je to, ne. Veš, malo zmešaš ilovce pa slame, pa se da s tem vse narediti. Nisva se dotikala, ne vem, notranjih sten, Ne, pa dobro, sej to ni, že tako sem se veliko... Ja. Že enkrat priročnik napisal, zdaj po 1. septembru boš priročnik začel pisati. Sej imam vse posnet, v glavnem v timelapsih, tako da se moram enkrat v priliki lotiti tega montirati. Tako da to bo sigurno zanimiv naslednji projekt, polk je to enkrat nastane. Ja, definitivno, zdaj treba to... Ker seveda, ne, se veš, treba pol še okolico, ne. Tudi ideja je naraven bazen pred hiško, ne, tako da, ampak o tem še ne smem. Se žena že ve, ampak prav te prvi to naredi. Ja, seveda ne pri to. Čeprav mogoče bilo pa boljše, da ne pri bazen naprej porinega, v te lahko že uporabljate, če se v hiše še gradile. Že imamo enega. A ja, že imate enega. Mlako razširjeno v naraven bazen, tako da... Zdaj je polno življenja noter, je res noro, te stvari so... To nekako iskati to stičišče, ne, glih prav divje narave in neka naravni bazeni, ne vem, en kolega ima tazga bolj, bi rekel, urbanega naravni bazen, ne. Un seveda žabice ven nos, ne. Pri nas je pa toliko življenja not, ne. Pa res je, pa vsak let je kaj novega, vsak let še nove živali odkrijemo, ali pa pridejo neke rastline, pa jih je ful, pa jih pol naslednje let skoraj ni več, pa vsak let je par gnezd divjih rac pride. Ampak to je pol velik jezerček. To ni sam bazen. Mogoče nekih 250 kvadratov. Ja, to je pol resen jezer. Tako, no. Je bila to prve mlaka, pa sem pa en del po globu, pa... Čak, ti imaš naraven bazen ali... Jaz imam tazga. Ampak tlele smo naredili so naravni ribnik, plavalni, ne? To, bolj urban. Tako. Ampak tam je 150 metrov, pa vem, kaj pomeni, to 250 metrov, ne? To je že kar jezer. Ja. No, ampak se isto, tudi tvojega, če imaš klasiko, bi lahko... Delajo tudi to, da pač klasične bazene nadgradijo naravne bazene, ne? Toliko imam planov v življenju, da mogoče se ne bi s tem žal ukvarjati. Sej prav. Treba nekje imajo postaviti. Ok, dober. Super. Daj vam mogoče res še to. Ker tukaj ne moramo midva priročnika, pa to, ker sva risala, tudi ne bo noben videl. Če bi koga to več zanimalo, kje te dobi? Kaj si pripravljen mogoče kaj povedati, pomagati, kje kakšne dodatne informacije, nek website si rekel, da boš naredil, kjer boš to zbral, pa te mogoče da lahko referenciramo. Ja,
Sprav, pri meni je res tako rdeča nit, ne, vse to vse skupaj res mogoče zveni malo igranje, pa to pa res običajno, ko me kdo vpraša, kaj delam, rečem, da se pač igram. Ampak je res tako v zadju pri meni ta trajnostni vidik, ne, to se pravi, to je v bistvu en tak ne najbolj posrečen, ampak definitivno ni najboljši primer, kako živeti z manj, ne. Čeprav je, ne. To je izumljanje tega, kako živeti z manj. Ne, definitivno ni najboljši v smislu, da kako trajnostno je to časa nečemu posvetiti, ampak jaz mislim, da ta zgodba se bo v redu iztekla, v smislu tudi na dolgi rok in da ima trajnostni vidik, no. Tako da ja, vse v bistvu snemam, v glavnem timelapse, pa to tako, da imam v planu pač narediti video, da se čim bolj vidi, ker je veliko stvari, ki sem jih naštudiral, je streha samo ena od njih, ko se mi zdi, da sem dokaj v redu rešitve najdu, pa je tukaj na tem področju kar nekaj izzivov, no. Pa tudi malo ljudi navdušiti, pa tako, no. Tako da to mi je definitivno tudi kar nekaj senzorjev vgrajenih, to se pravi, želim pol tudi, da se vidi, da stvar funkcionira, ne, ker recimo, ne vem, tako kot sem rekel, tista zadnja stena iz mešanice glinopora, penjega stekla pa ilovce, ne. Pač tako stvar še nisem videl, da bi kdo delal, pa je zanimivo vedeti približno, kakšna izolativnost prije, zato pač na notranji strani pa na zunanji strani en senzor, ne. Ja. Da lahko malo spremljam te stvari. Tako da ja, imam se pravi domeno hobbit.eu. Hobbit.eu. Tako. NB. NB. Z dvema B-jeva je pa hobbit.si. Tako da na to bom postavil malo gor tudi za zdajle, za tale podcast bom, ker še nimam niti postavljen, bom dal nekaj teh slik, o teh stvareh, ki sva govorila. Par tednov časa, Tako. to na vrsto, ampak bi bilo res fino, da ljudje, ko enkrat to slišali, da vejo, kam iti, ne. Tako, za tiste, ki se zanimajo, tako da tam bo dosti gor. Če ima pa kdo v tej smeri, ki bolj bo pa že najdel kontakt, pa me tudi skontaktira, me ni tako težko najdeti. Tako da ja, kar je v tej smeri spraševanje, kako živeti z manj, me vse zanima. Prav, kako živeti z manj, ne, to je tvoje pa trajnostni vidik, to so take, vse to je eno in isto, ne. Ja, ja. Ok, se pravi, hobbit.eu pa hobbit.si za naprej. Kaj? Ja, da te dobijo, ne? Da dobite domna, pa da zveste še kaj več o tem. Lej, jaz mislim, da sva kar, vsaj tisto, kar sem imel jaz v mislih nekako tematsko, sva šla skozi, tam nekje sva se, ker je oba zanima, tudi zaplezala v detajle, ker sva jih že tukaj skicirala, te se ne bojo videli, zato ker, kot sem rekel, tukaj ne montiramo noter, tukaj je namen pogovor, ampak je pa fino, da boš imel tole. A še kaj tazga, kar bi mogoče želel ti povedati, ker zdaj sem jaz tako, ampak sej. Se mi zdi, da tukaj je nekih stvari, o katerih se da razpravljati, če je še pa še, ne, mogoče za zaključek res nekaj tist, ne, da preveč svobode je lahko tudi izziv, ne. Vsi pravijo start small, ne, to se mi zdi definitivno dobro, ne, je pa tako, glej, treba je pač stvari delati, treba je izprobati, tako da se mi zdi samo pogumno iti pa iskati načine, pa delati, pa ne, se mi zdi, karkoli je v smeri, veš, stopanja iz svoje cone udobja, še toliko bolj, če je v smeri poenostavljanja bivanja, pa živeti z manj, ne. Se mi zdi, da je vse super, pa težko človek je dosti greši, ne. Ob tem se pa skozi učimo. Ja, itak. Vsak dan. Ej, jaz sem
res zelo vesel, no, da smo se tam srečali na unih govorilnih, pa da smo se tudi tako hitro zmenili, da si prišel, pa da si pripravljen deliti se ti izkušnje. Mislim, res tako. V bistvu hvaležen sem, ne vem, kako bi rekel, univerzumu, da obstajajo taki ljudje, ki, ja, to je na nek način pionirsko delo izumljanja, zato mogoče dalj traja, zato so senzori noter, da boš vedel, kaj si naredil, a ne. To ne pomeni, da jih rabijo pa vsi vgraditi, ki bi se s tem ukvarjali. Tako da neč, jaz bi se ti sam še enkrat res zahvalil za tole. Upam, da malo sem računal, da bi preden greva v tale podcast se oglasil, da bi še v živo videl, ker bi verjetno pol še malo drugače vedel vprašati, ampak preprosto nisem še tam, da zaživeti z manj, ne. Ta trenutek predvsem dela je ogromno in se malo ko mi dohajam, ampak res upam, da bom najdel vsaj nekje tja do poletja, še preden končate, pa le čas, da enkrat preletim gor, da bi v živo to videl, ker me res iskreno zanima, kako to izgleda tako. Z veseljem, ja. Je pa ja, pač svoja zgodba s svojimi prednostmi izjemno. Ja, itak. Super. Tako da tudi tebi hvala lepa, z veseljem delim te stvari, ker je tudi namen tega mojega dela, ali pa ga na nek način tudi usmišljeno. To, da še komu pomaga, pa da sproži kakšne razmišljake. Super, Domen, hvala ti lepa. Enako. Na vezi. Takole.